Evo. Tako, še enkrat lepo pozdravljeni, res sem vesela, da ste se odzvali našemu povabilu. Za začetek vam bom jaz predstavila nekaj zelo na kratko, nekaj besed bomo namenili Evropskemu digitalnemu inovacijskemu stičišču, kratko EDIC DGC, to je v bistvu projekt, preko katerega omogočamo podjetjem, da zvišajo svojo stopnjo digitalizacije oziroma jim pomagamo pri tej poti digitalne transformacije. In ena od zadev, ki je pač umeščena v to pomoč, je tudi priprave oziroma svetovanje oziroma nasveti, kako se lahko pridobijo finance za vaše dejavnosti oziroma za dejavnosti podjetja, ki ga imate ali pa si ga želite imeti. Tako da bom najprej nekaj besed o tem projektu povedala. Projekt, samo moment, spravi nekaj besed o projektu. Projekt v bistvu teče že več kot leto in pol, bo tudi še potekal celotno naslednje leto, tako da imamo še čas, da bomo še kakšne stvari organizirali. Je pa namenjen temu, da je tukaj v bistvu EDIC je točka, vse na enem mestu, kjer poskušamo oziroma delimo informacije, storitve različne podjetjem in tudi organizacijam javnega sektorja, da se odzovejo na digitalne izzive, predvsem zato, da postanejo podjetja bolj konkurenčnejša, da se pač tudi dvigne ta digitalizacija, ne samo v Sloveniji, ampak v celotni Evropi. Imamo več področij, o katerih bom več govorila naprej v nadaljevanju. Zdaj, kakšna je pot digitalne preobrazbe, ki naj bi jo podjetje prehodilo z nami skupaj v tem sklopu teh storitev? Pri tej poti sodeluje več kot 300 najboljših slovenskih raziskovalcev. Imamo več kot 30 strokovnjakov prav za digitalno preobrazbo, to so tako imenovani DGC agenti. Nekateri ste se že srečali z njimi, drugi še nič ne poznate, ampak v vsakem primeru je teh agentov veliko, tako da so tudi razpršeni po celotni Sloveniji, po različnih institucijah. Omogočamo več kot 70 storitev, s katerimi pomagamo, da se podjetja digitalizirajo. Kot sem rekla, pomagamo podjetjem in pa organizacijam v javnih ustanovah. Naredili smo področje oziroma osredotočili smo se na 4 različna področja, proizvodnjo, kmetijstvo, na zdravstvo in pa turizem. Zakaj smo izbrali te 4 področja? Zato, ker v bistvu v Sloveniji obstaja soroden projekt oziroma teče soroden projekt EDIC DGC, ampak se ne imenuje DGC, ampak se imenuje SRC EDIC. Njihov sedež je pa v Novem mestu. Oni pa imajo druge vrste storitev, tako da si nismo konkurenčni, ampak en drugemu pomagamo, tako da če boste kdaj zasledili SRC EDIC, se lahko tudi z njimi dogovorite in vam pomagajo pri nadaljnji digitalni preobrazbi. Zdaj uporabljamo tehnologije, predvsem umetno inteligenco, oziroma želimo, da spodbujamo podjetja, da pri tej digitalizaciji uporabljajo umetno inteligenco, kibernetsko varnost, da se tudi o tem posvetijo, da gledajo tudi, kakšne možnosti so uporabe interneta stvari, da mogoče pri svoji dejavnosti uporabljajo virtualno obogateno resničnost, robotiko, veriženje blokov, tudi imamo partnerja, ki je zelo specializiran na visokih zmogljivih računalnikih, pa tudi, da se mogoče malo pogleda pri tistih večjih podjetjih, kaj se dogaja z velikimi podatki oziroma big data, ne. Cilj pa je, da v bistvu dvignemo slovensko gospodarstvo za 10 do 20%, da bi bila res ta stopnja digitalizacije višja. Zdaj, tukaj so sklopi, ki smo jih mi razvrstili glede na vrste storitev, ki jih ponujamo. In sicer imamo testiranje pred investiranjem, to pomeni, da lahko podjetje, ki ima kakšno novo inovacijo, ki bi želel nekaj novega pretestirati, preden gre naprej v dejansko proizvodnjo ali na trg, da lahko to preveri, lahko tudi eksperimentirate v našem laboratoriju XR Lab, ki je prav v našem tehnološkem parku Ljubljana.
in pa potem naprej imamo razvoj veščin in zrelosti, to so raznovrstni seminarji o umetni inteligenci, o velikih podatkih, o kibernetski varnosti, v glavnem to je bolj namenjeno izobraževanju, tudi zaposlenih. Potem pomagamo pri iskanju investicij. Ena od teh finančnih zadev oziroma finančnih iskanj alternativnih stvari je tudi finančna klinika, današnja, ki jo bomo poslušali z našim predavateljem. Drugače tukaj so tudi razpisi, evropski razpisi, nacionalni razpisi, mi izberemo vse informacije in potem pomagamo tako zelo strnjeno pomagati podjetju, kateri vrste razpisov so trenutno aktualni, kam se lahko prijavi in podobno. In četrti sklop je pa potem razširjanje inovacijskega sistema, tukaj pa v bistvu organiziramo kakšne hekatone, svetujemo, roadshowe naredimo, tudi take mogoče skupne seminarje, pa zelo popularni so naši meetupi, kjer se pa pač družimo in v bistvu si podjetja lahko izmenjajo med seboj informacije, ki jih imajo ali pa ki jih težijo, kaj bi bilo še boljše, da bi lahko bili še bolj konkurenčni na trgu. Zdaj, kdo se sodeluje v tem projektu? Koordinator je Univerza v Mariboru, potem poleg našega tehnološkega parka Ljubljana je tukaj še Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije, Inštitut Jožef Štefan, ITC iz Murske Sobote, oni so bolj usmerjeni na področje agrifooda, se pravi prehrana, agroživilstvo in podobne stvari. Potem je v Celju TTS Cluster, to so v bistvu podjetja združena, kjer delajo, tam predvsem imamo eno podjetje, ki se ukvarja z robotiko. Potem imamo v Novi Gorici Arctur, podjetje, ki je pač specializirano za te visoko zmogljive računalnike. In pa seveda želimo, da smo čim bolj prisotni, čim bližje podjetjem, zato smo pač gledali, da smo res razpršeni čim bolj po Sloveniji, kot rečeno, obstaja pa še ta drug SRC Edih, ki pa ima sedež v Novi Gorici, v Novem mestu in v bistvu pokriva bolj tisto področje, pa druge storitve imajo, tako da. Toliko zelo na kratko, kaj delamo v okviru projekta DGC, zdaj bom pa jaz predala besedo našemu predavatelju in bo vam predstavil vse, kar morate vedeti o množičnem financiranju, tako da s tem bom jaz zaključila, bom z vami ves čas, seveda seminarja, tako da bom tudi nehala deliti to prezentacijo, da bo lahko Niko svoje delil, tako da Niko, izvoli. Super, živijo vsi, hvala, ker ste se udeležili danes, me veseli. Tako da ja, danes bomo šli čez crowdfunding, overview crowdfundinga, kako se lotiti, kako speljati kampanjo, kaj pomeni med kampanjo, pred kampanjo, po kampanjo, vse te stvari o crowdfundingu. A bi mi mogoče lahko samo malo pomagali, pa samo to, da vas malo spoznam, ne vem, kako bi bilo, Maja, kako bi bilo najboljše, da napišejo vam noter ali da se kar javijo. Če mi samo če poveste mogoče v vaših projektih ali pa če ste že kakšen crowdfunding kdaj delali ali pa če razmišljate o crowdfundingu. Samo to, da bom lahko malo bolj navezal na mojo prezentacijo. Kdo bi šel prvi? Sebastian, vidim, da ti... Živijo. Ja, živijo, Sebastian. Hitra predstavitev? Ja, samo o tvojem projektu ali pa kaj razmišljaš, tako da bom znal malo bolj navezati. Ok, torej mi delamo socialno omrežje, network, ki bo specifično namenjen za gaming skupnosti. Super. Cilj nekako tega projekta je, da bi združili vse te različne module, ki so trenutno razhropljeni po različnih spletnih straneh in jih dati na pod en URL, zato da naši uporabniki ne bi aktivno iskali raznih novic, da bi v bistvu vse novice k njim prišle. Ok, super. Cool, hvala. Super. Zvone, bi vi? Vidim, da ste kamero vklopili. Treba sam namutiti. Evo ga.
Jaz pa imam en projekt, en hula hop obroč, pa eno napravo, ki meri število vrtljajev, računa kalorije in je vse skupaj narejeno kot ena igra, podobno kot Hamster Combat, če poznate, ne, ampak pri hamsterju moraš klikati in ti kliki niso pač nič ne pomenijo, medtem ko pa če vrtiš hula hop, pa vsaj nekaj narediš zase, za svoje zdravje, za svojo kondicijo. In s tem bi rad poskusil na Kickstarterju, ja. Ok, super, hvala, the best. Cool. Luka, vidim, da si ti tudi priklopil kamero. Ja, se opravičujem, za zamudo sem iz enega drugega sestanka, sklepam, da se predstavljamo, pa malo povemo, kdo se s čem ukvarja, ne? Tako je. Ja, no, moje ime je Luka, v bistvu sem ustanovitelj podjetja Scientist.io, v okviru katerega razvijamo različna digitalna orodja za akademsko skupnost, znanstveno-raziskovalno delo in študij na splošno, no. Nismo še na trgu, ampak imamo pač delujoče prototipe za 2 orodja, enega bomo do konca leta lansirali, drugega pa potem tekom naslednjega leta in počasi že razmišljamo o iskanju investicij, no, in pač na splošno je to zelo aktualno pri nas, kako se financirati, zato sem tudi danes na tem dogodku, no. Ok, super, hvala ti. Super, evo vidim, Nataša se je tudi javila, sem si prebral, pa Tomaž, tako da ja. Ok, super. Evo, no, mogoče malo vseb, jaz sem 2 startupa, uspešno prodal, vmes sem naredil tudi tudi 2 Kickstarter projekta, en z električnim kolesom, pa en z skirojem, ki smo zbrali z enim 700,000, drugim pa 350,000 evrov na Kickstarterju. Pa zdaj od 2012 do zdaj sem pa že pomagal več kot 250 uspešnim projektom, smo zbrali čez 40 milijonov. To je večino v tej regiji ex-Jugoslavija, tako da ja, organiziram tudi meetupe, enkrat na mesec, tako da tisti vsi, ki se zanimajo za crowdfunding, lahko pridejo na te meetupe, pa se spoznajo z drugimi, ki so že naredili kampanje ali pa jih delajo, pa si pač lahko delimo znanje. Tako, no, danes bom pa v bistvu, kaj bom predstavil, je crowdfunding overview, čisto vse osnove, kaj zahteva en uspešna kampanja, kako se je uspele, kako se je promovira, kaj se je treba pripraviti. Tako da bom pa ful vesel, da jaz bom zdaj začel deliti ekran, ampak bom ful vesel, če imate kakšne vprašanja, da se kar javite vmes pa se pogovarjamo, da ni treba čakati do konca. Imamo danes 2 uri, tako da ene 3 bo prezentacija, mogoče vmes naredimo kakšen break, bomo videli. Ampak ja, prosim, ful sem vesel, če je interaktivna, tako da me vmes tudi kar vprašate ali pa napišete, pa bom videl. Super, ok. Pa še vidimo, če bo meni tole vse skupaj delali share. Evo. Takole. Evo ga. Vidite cel ekran? Vidimo. Ok, super. Crowdfunding overview. Takole. Evo, danes bomo šli general overview o pre-launchu, landing page, promociji, finance, legal, rewards, marketing material, kampanja, pa pol communications. To bomo še danes, v bistvu nek cel overview crowdfundinga. Ok, najprej general overview. Večina ljudi crowdfunding pozna zaradi Kickstarterja, to je ta crowdfunding Kickstarter, ampak v bistvu crowdfunding je več kot sam Kickstarter. V bistvu tukaj je nekako 5 različnih tipov crowdfundinga, eden je crowdsourcing, drugače tole prezentacijo bom tudi delil, tako da najverjetneje boste lahko dobili na e-mail in vse to, kar vidite tole z modro označen, to so linki, tako da lahko tudi klikate pa si v bistvu pogledate vse te linke. No, ampak crowdsourcing je v bistvu to neka ideja, solutions, tako da na spletni strani, kot je na primer OpenIDEO, je to ena od znanih platform, lahko v bistvu gor greste in date, ne vem, problem ali pa neko idejo in pa ljudje drugi lahko dajo ideje, kako to rešiti. Dober eksempel tega je bil NASA. NASA je dala nek problem s sateliti pa Soncem, ki so ga imeli,
so ga dali gor, so v 3 mesecih ful dobili enih različnih rešitev, seveda 99% jih ni bilo v redu, nekih 100 je bilo pa v redu in od tega 10 zelo dobrih in potem so te 10 solutionov začeli testirati na 3 mesece in so ugotovili, da z enim tem solutionom so v bistvu res lahko to rešili, da so te satelite lahko zaprli, preden so sončni izbruhi prišli in rešili. In to so prej NASA je hodila to reševati leta in leta in ni rešila, pa so pa v bistvu na crowdsourcingu to dobila. Ne. In v bistvu to je bilo čisto nekdo je to dal, ki nima veze z NASA ali pa z vesoljem ali pa škarkoli, čisto iz drugega point of view je to videl in je to dal rešitev. Tako da to je v bistvu ful dobra, da dobiš različne ideje in kreativno lahko rešiš problem. Tako da definitivno vam priporočam, da si pogledate te kakšne crowdsourcing platforme in v bistvu gor lahko vi sodelujete, pa jim pomagate rešiti, pa celo vi date kakšen problem ali pa idejo, pa vam bojo dali nove ideje. To, pa imamo crowdgiving, znana platforma za to je GoFundMe, to je v bistvu čisto, kakor dostikrat slišimo, kakšni nabirajo za kakšno operacijo, za kakšne otroke ali pa naprimer, ker so bile poplave, pa se nabirajo denar. No in v bistvu crowdgiving, ta GoFundMe je platforma, kjer v bistvu to omogoča speljati tako kampanjo. Example dober je bil, jaz sem šel teči newyorški maraton in sem tekel za neko fondacijo, sem rekel, da bom zbral denar za to fondacijo, ker bom šel teči newyorški maraton, sem naredil profil na GoFundMe, sem pošeril to po vseh svojih social accountih in v bistvu sem, mislim, da zbral $2600 od mojih prijateljev, sem ta denar dal fondaciji, sem si naredil pol na majici vsa imena, ki so mi donirali in šel teči newyorški maraton. In v bistvu sem pomagal fondaciji medtem, ko sem tekel tudi maraton. To. Pa imamo crowdinvesting. Crowdinvesting je v bistvu znana platforma, zato je Seedrs, tudi slovenska firme grejo lahko na Seedrs pa zbirajo denar od crowdinvestinga, to je pa v bistvu, da ti dobiš od množice denar, v zameno za to jim daš pa procent firme, equity. In Seedrs to omogoča, dober eksempel tega je bil Revolut. Revolut aplikacija, ta spletna banka, aplikacija, oni so v bistvu tudi nek del denarja, ki so ga zbrali prek Seedrs, prek crowdinvestinga, in so takrat pač to dali opcijo, da so tudi lahko navadni ljudje, ne samo investitorji, pa venture capital, pa to investirali. No, pomembna stvar pri takih crowdinvestingih je, da pogledate, kako imajo narejeno strukturo v zadnji, ker če se vam zgodi, da imate vi DO, naprimer, pa dobite 500 ljudi, ki vam da po €100 ali pa €1000, noter boste imeli kar naenkrat 500 delničarjev, 500 lastnikov vaše firme, kar pa pomeni, da rata takoj public firma in morate biti na stock marketu. Tako da to pač se valjda ne splača, ampak rečemo, Seedrs ima to dobro narejen, Seedrs naredi tako, da v bistvu zbere denar od vsega crowda, ki so investirali v vašo firmo, v vaš projekt, in potem v bistvu ta denar vam pošle, v vaši firmi je pa zapisan samo kot en delničar in to je Seedrs. Seedrs pa pol v zadnji zrihta, da pove, koliko je kdo kaj delež firme ima v vaši firmi. Tako da to reš. To pa imamo crowdlending. Crowdlending je v bistvu Mintos, ena taka platforma. No in v bistvu to je pa tako namesto, da greste v banko, si pač lahko tudi tukaj naredite profil, predstavite vaš projekt in v bistvu pa ljudje na drugi strani gledajo te projekte in vam lahko posodijo denar. Mislim, da ponavadi Mintos, morate pač preveriti vse vaše podatke, pa to in pa v bistvu oni nekako določijo, kakšna bi bila obrestna mera, pa se vi pa strinjate s to. Na drugi strani pa tudi, če vas bi zanimali, naprimer, lahko greste na Mintos, pogledate različne projekte, lahko pa tudi v bistvu investirate kot v neko košaro vseh teh projektov, ki so na Mintos. To pa imamo pa crowdfunding. No in da smo danes, večino se bomo o tem pogovarjali, crowdfundingu, dve ta glavni platformi za to sta Kickstarter pa Indiegogo. In to je v bistvu donations-based rewards. To so v bistvu donacije in zameno za te donacije vi date zdaj podpornikom nagrado. Zdaj zares, kako to v Sloveniji izgleda,
to je v bistvu prednaročila so to. Vi v bistvu poberete denar od backerjev, v bistvu jim obljubite, da boste to proizvedli, naredili in v določenem času, ko ste ga obljubili, dostavili pa te projekte, produkte ali pa nagrade. To. No, in drugače pa crowdfunding že nič novega, tudi Kip svobode je bil v bistvu s crowdfunding. Ko so Francozi dali Kip svobode v New York mestu, je bil mesto bankrotiran takrat, nisem imel denarja, so razmišljali, kako bojo zdaj to postavili in so v bistvu naredili tako, da so majhne figurice za $1 prodajali, ta dolar je šel v fund in ko so dovolj denarja nabrali, so postavili platformo in pol postavili tudi Kip svobode gor. Tako da to je bil zdaj, to crowdfunding že dolg časa obstaja, nič novega. Vse, kar je v bistvu zdaj največja razlika, je to, da je internet omogočil, da so platforme kot je Kickstarter pa Indiegogo lahko v bistvu, da vi zbirate podporo od ljudi, ne samo v vaši okolici, ampak iz bistvu iz celega sveta. V bistvu cel svet smo se zdaj povezali in lahko delamo crowdfunding. To so opcije glede crowdfunding. Če ima kdo kakšno vprašanje, mi povejte. Naslednja, benefits of crowdfunding. Zakaj bi v bistvu se nekdo šel v crowdfunding? Moja prva stvar je, da v bistvu vi lahko testirate market. Ker na crowdfunding vam ni treba že imeti celo proizvodno, pa v bistvu proizvesti, minimum quantity order, 1000 izdelkov in pa prijeti na market in začeti ugotavljati, ali ljudje sploh hočejo to ali nočejo. Ampak v bistvu je nek market test. Vi rabite samo delujoč prototip, v bistvu to razvijete, predstavite to in v bistvu pol vidite, a so ljudje sploh pripravljeni kupiti to ali ne. In pol greste, če vidite, da je kampanja uspešna, dobite tudi denar za to in pol v bistvu lahko postavite celo proizvodno in zares kickstartate vaš projekt. To. Naslednja je feedback. Ful dobro je to, ker pred kampanjo pa med kampanjo v bistvu vi lahko se že ful lahko naučite od vaših podpornikov ali pa potencialnih podpornikov, kaj vas v bistvu sprašujejo ali pa kaj vas vprašajo, pa vse to. En dober primer je, ko sem jaz delal električna kolesa, smo delali za 28-inčni pa 26-inčni kolo smo delali. To so za vse mestna kolesa, gorska kolesa, cestna kolesa, za vsa ta kolesa. Smo delali ta Smart Wheel, potem so pa vmes nas začeli spraševati tudi, lahko naredite tudi 20-inčni kolo za foldable bike, za ponije, na primer. In mi v bistvu vseh eno leto, ko smo razvijali to, sploh nikoli nismo pomislili za foldable bikes ali pa ponije. No in pa smo šli nazaj, pogledamo, smo videli, da lahko tudi to naredimo in smo med kampanjo, pa pred kampanjo smo to tudi popravili in rekli, da tudi 20-inčni bojo na voljo. In mi smo med kampanjo, ko smo pol zbirali naročila, smo 20% vseh koles, ki smo jih prodali 20-inčna. Tako da je bilo ful dobro, da smo se že med kampanjo, smo ful enega feedbacka dobili, pa se lahko učili in že tudi popravljali produkt. No, naslednja je seed money. V bistvu z crowdfundingom dobite vnaprej denar, potem pa lahko postavite proizvodno, proizvedete in razpošljate. In zato vam v bistvu ni bilo treba nobenega equity-ja dati v Kickstarter primeru. V bistvu ste vnaprej ste dobili prednaročila, vnaprej ste dobili denar. To, no, četrta je pa ta community. In jaz mislim, da pri crowdfundingu je to v bistvu ta najbolj pomemben benefit, je ta community. Ker kaj se zgodi? Če vi dobro kampanjo uspelete, pa dober pol produkt naredite, pa ga razpošljate, pa so ljudje veseli, po celem svetu ga razpošljate, bojo vedno vaši podporniki, zavedno. In v bistvu, ali vas bojo, če boste še kdaj kakšenkoli projekt lansirali, vas bojo spet ali podprli, ali šerali, ali pa v bistvu vam tudi pomagali promovirati ta projekt, ki ste ga naredili. Kaj se je nam zgodilo? Mi smo začeli pošiljati električna kolesa po celem svetu, pa tako po mestih in smo najprej poslali vse v Berlin, naprimer, in v naslednjih 2 tednih smo ful novih naročil dobili iz Berlina. In to glede tega, ker so ljudje se počutili, da je to njihov projekt, ker so bili od začetka z nami, ker so nas že na Kickstarterju podprli in so se vozili okrog in za nas promovirali to. Za nas govorili, so jih ljudje ustavljali na cesti in za nas v bistvu promovirali naš produkt. Tako da to je ful dobro. Če dobro se speljete, boste imeli vedno ta nek strong community, ki vas bo podpiral. Evo, to so benefits. Če gremo najprej malo primerjamo Kickstarter versus Indiegogo, to sta 2 glavni platformi za crowdfunding.
malo številke, Kickstarter ima success rate 35%, Indiegogo pa samo 10%. Večino je to zaradi tega, ker večina ljudi bolj zaupa projektom na Kickstarterju, kot na Indiegogo, to pa zaradi tega, ker Kickstarter ima le neke rulese, pa ne spusti čisto vsak projekt gor. Indiegogo pa v bistvu je zelo odprt, pa lahko v bistvu vsak karkoli da gor in v bistvu zbira denar. In v bistvu ljudje po drugi strani morajo tudi zaupati, karkoli projekt oni podprejo, v bistvu je tudi opcija, da mogoče bojo dali denar, pa nič ne bojo dobili, da ne bo uspešen projekt. Tako da tukaj morajo ljudje tudi zaupati. In ta številka v bistvu kaže, da na Kickstarterju ljudje malo bolj zaupajo, zdaj so bolj pripravljeni podpreti projekte, kot na Indiegogo. No, druga stvar je tudi to, da Kickstarter ima v bistvu 3-krat večji community pa traffic kot Indiegogo. Tako da to je tudi v bistvu boljš pol tam lansirati na Kickstarter, ki ima večji community. No, ampak kaj je v bistvu Indiegogo ugotovo? Ugotovo je, ker Kickstarter ne pusti pa Indiegogo, če ste vi že prodajali na internetu ali pa že prodajali v trgovinah, in zdaj rečete, zdaj bomo pa mi šlo še malo na Kickstarter dali, Kickstarter ne bo tega pustil. Kickstarter želi, da karkoli vi dajete, gor na Kickstarter, da je to nekaj novega. Da je to ekskluziv, da je neka nov produkt, nekaj novega ste vi to razvili, še niste nikjer prodajali. No, in ne morete pa lansirati na Kickstarteru in na Indiegogo naenkrat, ali pa da bi najprej na Indiegogo, pa bi šli pa še na Kickstarter. No, in to je Indiegogo ugotovil in kaj so naredili? Naredili so tako, da najprej greste vi na Kickstarter, po Kickstarteru greste pa lahko na Indiegogo in demand, to je pa tale tukaj. In kaj to pomeni, da v bistvu vi ste najprej bil en mesec ali pa mesec pa pol ste bili na Kickstarterju, ste imeli uspešno kampanjo, pa ste pa v bistvu šli še za en mesec na Indiegogo kot Indiegogo in demand. Da ni čist Indiegogo, ampak Indiegogo in demand. No in to v bistvu pa tam naprej, kot da ste podaljšali kampanjo s Kickstarter še na Indiegogo za en mesec. No in to se že, to večino projektov zdaj to dela. Najprej grejo na Kickstarter, pa iz Kickstarter grejo še na Indiegogo in demand za en mesec. No, v bistvu Kickstarter vzame 5%, tako kot Indiegogo, pa v bistvu 3 do 5% vzame to kreditna kartica. Tako da vedno, ko jaz delam calculations, si rečem tam okrog 9, če bo kampanja uspešna, če je neuspešna, vi niste nič dolžni Kickstarterju, je vse zastonj. Če pa je uspešna kampanja, to pomeni, da ste v določenem času, ki ste si ga zadali, pa dosegali cilj, ki ste si ga zadali, pa šli čez ta cilj, ste bili uspešni in potem, ko je konc kampanje, se bojo kreditne kartice začele procesirati. No in če je to uspešno, jaz vedno računam tam okrog 9% bo strošek Kickstarterja, zato da ste na platformi Kickstarter. Tukaj so pa pač neki različni rulesi, zakoni, kaj Kickstarter pusti, pa kaj ne, naprimer alkohola, pa orožja, pa takih stvari ne pustijo, ampak tukaj imate link, si lahko pa v detajle pogledati. Kar sem slišal danes, kar ste povedali, bi vsi lahko bili na Kickstarterju. Kickstarter benefits. Kaj so pa v bistvu čist benefits Kickstarterja? Prva stvar je to, da približno 30% vsega denarja, ki naberete na Kickstarterju, pride organically iz Kickstarterja. Kaj to res pomeni? Da vi gledate, da nekdo je na Kickstarterju, gleda projekte, vidi vaš projekt in ga podpre. Vam zato ni bilo treba nobene promocije narediti, pa nič. V bistvu samo to, da ste bili na Kickstarterju, ste bili 30%. Ampak kaj to res pomeni? Je to, da v bistvu 70% tega morate pa še zmeraj vi pripeljati, še zmeraj vi promovirati, pa vi pripeljati gor trafik. In to, če vi nič tega trafika pa to ne naredite, pa pripeljete gor ljudi, da bojo podprli vašo kampanjo, pa tudi teh 30% od nič je nič. Tako da to gre roko v roki. Ampak v bistvu, pa se pa vprašaj, ampak vse, če moram vso promocijo, pa vse sam delati, pa to se pa isto lahko jaz to na spletni strani svoji naredim, prednaročila poberem. Ja, to je res, ampak v bistvu glih ta benefit tukaj je, da 30% vi zastonj v bistvu dobite na Kickstarterju, samo zato, da ste na Kickstarterju. Na spletni strani morate pa 100% vsega trafika, pa so promocijo narediti, da pripeljete gor. Naslednja stvar, kaj Kickstarter pol še pomaga, je mogoče vam dajo kakšen projects we like na Kickstarterju, ali pa vas dajo na prvo stran, ali pa od kategorije pa prvo stran, ali pa kakšen newsletter, ki ima čez 20 milijonov memberjev, ki podpirajo Kickstarter kampanje, vas lahko dajo noter,
in v bistvu to vam pa lahko pomaga. Rečemo, večino projektov, ki je dobil ali featured na homepageu ali pa newsletter, so to številko iz 30% šla bolj na 50%. Ko so 50% tega denarja, ki so nabrali, so dobili organically iz Kickstarterja. V bistvu je samo to, da so bili na Kickstarterju, so dobili toliko denarja. Je pa res to, da večino projektov, zakaj ne uspe na Kickstarterju, je glih zaradi tega, ker naredijo ful dober video, imajo ful dober izdelek, ampak pa grejo na Kickstarter, brez da bi kakšno promocijo delali, lansirajo in čakajo in pa ugotovijo, ja, jaz moram že narediti promocijo, vse to in je prepozno in so neuspešni. Zdaj ga je ful pomemben ta naslednji del, ko bomo šli pre-launch, da ti že v bistvu naprej nabereš community, nabereš potencialne backerje in ko lansiraš na Kickstarterju, prepelješ v ta community, vse to, pa se snežna kepa začne, pa v bistvu tudi Kickstarter zalaufa, pa ti v bistvu to dodatno pomaga. Evo, pre-launch. V bistvu jaz vedno razdelim kampanjo, rečem, da je razdeljena na 3 dele. Predkampanja, kampanja, projekt, pa po kampanji. No, in v bistvu moje mnenje je, da predkampanja je najbolj pomemben del od teh 3. In v predkampanji v bistvu so pomembne 3 stvari, da jih naredite. Najprej, da imate nek delujoč prototip ali pa da v bistvu to, kar razvijate naprej projekt, da veste, da ga boste lahko naredili, ko boste dobili denar na Kickstarterju, da ga boste lahko uspeljali. To je prva stvar. Druga stvar je, da v bistvu pripravite vse marketing materijale, od video, fotk, grafik, spletnih strani, Kickstarter page, vse to ste pripravila. Pol ta tretja stvar, ki je pa najbolj pomembna, je pa v bistvu, da začnete nabirati potencialne backerje. In v bistvu najlažje, kako se to dela, je, da si naredi landing page na svoji spletni strani in na spletni strani v bistvu začnete predstavite vaš projekt in začnete nabirati e-maile in pošiljate gor ljudi, prek različnih kanalov, ki jih bom pa razložil. In v bistvu to delate, ponavadi ne bi predkampanja trajala tam med 8 in 12 tednov, to je neki tak normalen timeline, kjer se v bistvu ful naučite, začnete nabirati potencialne backerje, njihove e-maile, in v bistvu promovirate. Pa v bistvu lansirate kampanjo. Drugače je to zelo matematično. Iz Kickstarter, iz email subscriberja, ko vam ga nekdo da email, ki se subscriba, ko mu rečete, sign up, so you'll find out when we launch and we are coming soon on Kickstarter. Od tega, da vam nekdo da email, do tega, da postane backer, na Kickstarter je ponavadi konverzija 2 do 5%. In pa v bistvu ful hiter lahko zračunamo. Če vi hočete zbrati, rečemo, 100.000 evrov in v bistvu vaš izdelek stane 100 evrov, to pomeni, da na Kickstarterju boste rabili 1000 podpornikov po 100 evrov, da boste dobili 100.000 evrov. No, 1000 backerjev, zdaj pa če rečemo, da je konverzija 5%, to pomeni, da rabite 20.000 e-mailov nabrati. In zdaj v bistvu vaš cilj je v predkampanji, kako jaz zdaj dosežem kako prijem na 20.000 e-mailov, ker ponavadi bo tam med 2 do 5% konverzija, rečemo, da bo 5%, to pomeni, da bom ven iz 20.000 e-mailov dobil 1000 backerjev in ki jih mi bo dal po 100 evrov na kampanjo, ker je moj produkt 100 evrov stane in bomo dosegli naš cilj 100.000 evrov. Tako zelo simpel matematika je. No, tako da to v bistvu delaš. In kaj je v pre-launchu? Najprej testiraš idejo, pogledaš vse kanale, potem testiraš message, potem gradiš ta e-mail listo, ko enkrat to vse pogruntaš, v bistvu pa se z njimi engageaš, pa jim pošiljaš update in v bistvu potem pa pač, ko imaš vse to, pa lansiraš kampanjo. No, zdaj gremo pa malo bolj v detajle, kaj to pomeni. Landing page. Evo, tukaj imamo Glino, na primer. Evo, tole je projekt, ki je v bistvu Lučka, to je fund Aleksandar, ki se zdaj pripravlja, da bo lansiral kampanjo na Kickstarterju in v bistvu to je njegov landing page in on dela v bistvu 3D printa takele luči iz gline. Ful dobra, sem ga videl v živo, ful dober projekt, produkt. No in v bistvu kako je? Landing page, to je njegov landing page za pobiranje ime, za promocijo Kickstarterja. V bistvu introducing Orion, to je ime in v bistvu pa gremo dol, malo lepo razloži, zakaj je, v čem gre produkt,
3D printed ceramic lamp shade with a plated surface, malo več razloži, plated surface, light distribution, minimalist design, še malo več razloži v detajlu in bom. Orion is getting ready for Kickstarter. Sign up with your email address to receive news and updates. In v bistvu tukaj mu damo email in to je to. Zelo simpel spletna stran, ampak takoj nam je vse jasno. Gre za luč, tukaj nam pove, 3D printed pa pač iz gline, keramika, ok, tole ima bolj detajle, bum, in akcija. In to je to. Vse, kar lahko naredim, v bistvu mu dam email. In to je zdaj to je njegova landing page in v bistvu to bo zdaj on, s tem bo zdaj on operiral naslednjih 12 tednov. Kje pa imamo za to? Kako pa to zdaj grem takole. Glih tale pas od tega imam, da pridem do semle. Evo ga. You have been signed out. Ok. Evo ga. Se pravičujem. Evo ga. No, tako. No, in to je v bistvu bil landing page. Zelo tak simple, ni treba neki ful stvari pripraviti, ampak ta glavna stvar je, da lepo predstavite produkt, da se ga vidi in da se pobere email. To je to. No, pa v bistvu, ok, super, zdaj pa kako pa akcija, kako pa se zdaj to promovira. In v bistvu jaz, ko sem začel svojo kampanjo, sem hotel ful razumeti, ok, kako bomo zdaj promovirali, kako se to sploh lotiti. In mi je bilo ful dobro, da sem to malo razčlenil na različne kanale, da sem razumel, ok, zdaj smo v tem kanalu, kako se to promovira, kako se ono promovira. No, in to, kar bom zdaj razlagal, gre pa tudi za kampanjo, isto je. No, in razdelil sem jih nekako na 7 različnih kanalov, da se takrat razdelil. Community, media, online advertising, partnerships, events, social media influencers pa referrals. In to, kar se zdaj pogovarjamo, je čisto vse za ta landing page, pa za ta promotion kanale, a boste to delali za Kickstarter, ali pa to delate za svoj projekt, ki ga lansirate, pa hočete testirati market, da vidite, a bi sploh kupce pa userje dobili. Lahko vidno naredite landing page, pa začnete promovirati, pa pobirati e-maile, pa vidite v bistvu, ali bojo ljudje pripravljeni to sploh uporabljati ali ne. Pa je tisto, ali greste na Kickstarter, ali boste kar začeli prodajati ali vse. To je neko tako osnovno znanje. No, in pri telih kanalih, community, kaj to pomeni? V bistvu tukaj so, Reddit, pa Facebook grupe, pa forumi, pa različne organizacije, pa e-mail liste, ki so v bistvu, ki imajo neko sinergijo z vašim projektom. No, v mojemu primeru, ko smo imeli električni kolo, smo začeli gledati po Redditu, pa Facebooku, grupah, pa forumih, pa različne organizacije, ki je bilo kar kuli z kolesi povezano. Pa so imeli neke bike associations, pa te, ki so šli kolesariti po mestih, ki so se enkrat dobili, to je bilo Critical Mass, na primer, je bila taka zanimiva organizacija, rečemo Critical Mass LA, Critical Mass Berlin, pa Milano, pa tako. In ki se, na primer, dobijo enkrat na mesec in se grejo voziti zvečer, ker ni več toliko prometa, se grejo voziti s kolesi. Pa se v bistvu nekje dobijo, pa imajo nek piknik. No, in to smo vse te take grupe, smo rečemo v mojem case, ki smo bili v električnih kolesih, gledali, se povezali noter in se začeli pogovarjati, sodelovati v teh communityjih, postati tudi vprašanja, pa se tako, da so nas ljudje začeli malo bolj spoznavati naš projekt in pa v bistvu se tudi spoznati z admini, ta glavnimi, ki vodijo te communityje, te grupe. In pa smo kdaj smo tudi kakšne povabili na klic, smo se z njimi slišali in predstavili projekt in jih vprašali za feedback. In to pa zato, da so se oni tudi, da smo dobili feedback, da smo se naučili, po drugi strani pa tudi zato, da so se oni bolj počutili del našega projekta. In pa, ko smo rečemo lansirali kampanjo ali pa landing page, smo rekli, a bi mogoče ti kot admin, kot glavni te grupe, a bi ti pošeril naš projekt vašemu community, ker ima neko sinergijo pa neko povezavo. In večino teh adminov pa ljudi je pa to tudi naredili, pošeralo. In to v kakšnih communityjih je bilo tudi po milijon ljudi noter, ki so pa videli našo kampanjo, zdaj, ker jo je admin pošeril. Tako da tukaj je ful dela, pa časa vzame, ampak je pa v bistvu res direkt do sourca, res do tega true fanov vaše industrije, vašega communityja prijeta. No, to je community.
Pa imamo medije. Medije v bistvu imaš bloge, newspaper, TV, radio, vse to, ne? To so reporterji in v bistvu tukaj imamo dva načina. Eno je, ali da pač najdeš PR agencijo, pa v bistvu jim plačaš, pa ti oni pomagajo dobiti intervjuje, pa članke v različnih medijskih hišah, ali pa v bistvu sam delaš research, pa poiščeš ljudi, reporterje po internetu, njihove kontakte, pa jih kontaktiraš. Kjerokoli ruto greš, najbolj pomembna stvar pri medijih je, pa pri reporterjih je, da res ne govoriš o svojemu produktu, ampak poveš zgodbo. Ko sem jaz začel razlagati o električnem kolesu, sem govoril, we have a smart wheel with electric motor, battery, Bluetooth, electronics, everything inside, nobenega ne zanima o produktu. Ko sem jim pa rekel, we want to make cities more bicycle friendly and the way we are doing this with a smart wheel, bla, bla, bla. To je bila pa že neka zgodba in je bilo zanimivo. In pa smo recimo doskrat dobili kakšne intervjuje ali pa članke, ker je rekel, ne bom pisal o električnem kolesu, pišem pa o pametnih mestih in tole ful dobro noter paše. In pa smo bili featurani naprimer v nekem članku. No in v bistvu to lahko ful enega trafika, ker ljudje berejo te članke ali pa gledajo televizijo ali pa radio poslušajo, lahko dobite pa na svojo spletno stran, landing page, da poberete e-mail ali pa v bistvu pa za Kickstarter. Tako, to je medija. Pa imamo online advertising, to so v bistvu Facebook, Instagram, Google, TikTok, pač Facebook Ads, naprimer. In tukaj je v bistvu pri teh vseh kanalih, kaj jaz vedno predlagam, najprej bi po mojem začel s tem, za online advertising, ker je tudi najhitrejši. Vi lahko v pol ure naštimate slikco, tekst, link do spletne strani in date, da se začne oglaševati na Facebooku, Instagramu, Googlu, TikToku, vse to. In v bistvu ful hitro začnete videti, ali ljudje sploh kliknejo na link, na ta ad, a ta pravi ljudi targetirate, a je ta prava message, a je ta prava fotka, a pol na spletni strani ljudje razumejo, kaj delate, so vam pripravljeni dati email. In tukaj se v bistvu vi lahko ful naučite, kaj deluje, kaj ne deluje, kaj moraš povedati, kjer so unique value propositioni vašega produkta, a ne projekta, kjer so target audience, vse to. Se tukaj lahko ful naučite. Tako da online advertising je super za začeti, potestirate pa vidite, če je uspešno, super, greste naprej, če pa ne ste pa ful enega informacije dobili, da lahko pri drugih kanalih to isto delate. Zgodba, naprimer, se lahko pri online advertisingu naučite, pa v mediji znate razložiti. Veste, kjera zgodba najbolj zanimiva. Pa imamo partnerships. Partnershipi so tako, da se naprimer povežete z različnimi brendi ali pa projekti, ki imajo neko sinergijo z vašim projektom, vi jim pišete in pa rečete, bi vi nas pošerali z vašim komunitijom, pa mi bomo vaš projekt z našim komunitijom pošerali, in se v bistvu malo delite, pa pomagate en drugim promovirati. Mi smo naprimer kontaktirali tegale Pebble Watch, ki je bila pametna ura, ki so takrat zbrali 20 milijonov na Kickstarterju. Smo jih kontaktirali, pa rekli, bi vi pošerali naš projekt, mi bomo pa pošerali vaš projekt na Kickstarterju. In smo jim takrat obljubili, da bomo naredili aplikacijo, kjer boš ti lahko s Pebble Watch operiral, gledal, kako hitro se kolo pele, pa se to naš smart wheel ga dal hitrost gor, pa take stvari. Im se to fajn zdel, ker so iskali različne use case, no in so pa nas pošerali. Oni so imeli 60,000 backerjev na Kickstarterju, takrat za njihov projekt. In velikih je prišlo iz unga, ker so oni nas pošerali, jih je veliko prišlo tudi na naš Kickstarter, pa nas podprli, ker smo imeli skupne interese. Uro so že imeli, Kickstarter so poznali, pa pač kolesa so jim bila zanimiva. Tako da to lahko ful si pomagate in gledate različne partnershipe, pa probate si šerati en drugemu community. Naslednja so eventi, online ali pa in person. To je ful dobro za več stvari. Eno je, eventi vedno vam omogočajo to, da ste lahko direkt z potencialnimi kupci, uporabniki pogovarjate. In tukaj se lahko ful naučite, da vam povejo, kaj vas sprašujejo, kaj vi razlagate, pa vidite, kdaj so se nasmejali, kaj jim je bilo všeč, kaj jim ni bilo všeč, kaj niso razumeli, vse to. In tukaj lahko v parih dneh na kakšnem dogodku, ko boste pičali eno za drugim skozi vaš projekt, pa razlagali potencialnim gostom, se boste ful lahko naučili. Prej glino, ta lučka
je Aleksander, je arhitekt, drugače noben prodajalec, pa nič, si je naredil, si je vzel tole štand v temu Big C dogodku, ki je bila tukaj v centru Ljubljane, in je 2-3 dni je tam stal in cel dan so ljudje hodili mem in je pičil produkt, pa ceno, pa kako je narejen, pa se to. In je rekel, po 3 dneh se je toliko enih stvari naučil, da zdaj ful mu bolj jasen, kako promovirati svoj produkt, kaj povedati, na kakšen način, kakšni so tudi ljudje, ki so se zanimali za to, tako da je bilo ful dobro. Tako da to je prva stvar, ta feedback direkt lahko dobite. To. Druga stvar, ki je pa ful dobra, je pa to, da v bistvu lahko vi med tem, ko ljudje vam jim predstavljate produkt, mogoče ga celo lahko testirajo, vidijo, jih poslikate, dobite testimonial od njih, jih posnamete, vse to. In ta material vi lahko tudi uporabljate za promocijo, za online advertising, za na Kickstarter, vse to. Tako da ljudje vidijo prek drugih ljudi, kako uporabljajo, kaj so rekli o tem produktu, kako se jim je zdel, pa vse to. Tako da ful enega contenta lahko dobite. To so evenci. Pa imamo social media influencerji, to vsi poznamo, danes je to že huge industrija je ratala, včasih ni bilo še taka velika industrija, ampak to je zdaj huge, tako da vsi, ki imajo milijone followerjev, bojo tudi zelo dragi, da bi oni zdaj vas pošerali, bojo ful hoteli računati za to. Tako da, kaj jaz vedno predlagam za startupe, za ta male, za začetek projekte, fokusirajte se na manjše influencerje, na mikroinfluencerje, ki imajo, 50,000 followerjev ali pa 100,000 followerjev. Saj mogoče tudi en, ki ima milijon followerjev in mu bo toliko všeč vaš projekt, da bo pripravljen tudi to pošerati za nič ali pa za to, da bo, par izdelkov dobil. Ampak te manjši so pa pripravljeni promovirati, ker so še na začetku, ko se tudi oni rastejo. Pa imamo pa še drugo, pri influencerjih. Vi lahko v bistvu jih razdelite v 3 kategorije. Influencerji, ambasadorji, pa exclusive partnerji. In kako to začneš? Najprej ti nekaj influencerjev dobiš, začneš z njimi sodelovati, da te oni pošerajo, pa vidiš, kdo je dober content naredil, ker ta content pa lahko tudi uporabljate za naprej, za promocijo. Lahko ga vidite, koliko je bil uspešen, če je kaj trafika prišlo, koliko jih je nakupili iz njegovega linka, pa vse to. Pa v bistvu vidite tisti, ki so bili uspešni, ki so dobro sodelovali, jih lahko povabite, da postanejo ambasadorji. To pa pomeni, da bojo naslednjih pol leta ali pa 1 let sodelovali z vami. Pa bojo vsake toliko časa vas malo objavili ali pa vas zraven, kaj delajo, vaš projekt uporabljali, produkt uporabljali, pa tako. In pa spet vidite teh pol leta, 1 let, vidite, s katerimi ste ful dobro sodelovali, s katerimi ste imeli dobre performance, vse to, in pa se pa v bistvu naslednji step se pa lahko zmenite z njimi, pa da postanejo ekskluzivni partner. Tako da v bistvu za tisto regijo ali pa za tisto industrijo, v bistvu so oni kot vaš spokesperson, vas v bistvu ratejo kar del projekta. Tako da to je najboljše, da tako nekako po korakih greste z temi social media influencerji. Ta zadnja je pa referrals, to je pa v bistvu, da lahko share with a friend, ali pa nek social selling, ali pa neke discounte dobite, pa to. Rečemo, mi smo en projekt, ki smo zbirali e-maile, pa smo rekli, če bomo 5000 e-mailov zbrali, bomo ta projekt lansirali. In v bistvu smo tako naredili, ko se dal e-mail, smo rekli, invite few more friends, so that we get to the goal as soon as possible. In smo bili ful uspešni in smo imeli goal 5000 in smo v 3 tednih zbrali 35,000 e-mailov, brez da bi karkoli promoviral. Zdaj, ker je bila ful močen community in je bilo njim ful cool, da bo ta projekt se lansiral in so v bistvu bili motivirani, da so po svoje frende, po svoje ljudi invitali, da so tudi oni sign upali na ta newsletter. Tako da ful enih kreativnih stvari, kako lahko promovirate. In to je nekako teh 7 različnih kanalov za promocijo. Jaz mislim, da tako nekako, kako se promovira, danes to večino je za jed, in pa je v bistvu ful dobro, da v pre-launchu vse te kanale probate testirati, vse evente, community, online advertising, partnership, referrals, media, social influencerje, vse probate, pa v bistvu vidite, kateri kanali najbolj performajo, pa kateri kanali tudi vam osebno najbolj pašejo, kje se najbolj počutite, pa tako, in pa se v bistvu na one kanale fokusirate in naprej v bistvu promovirate kampanjo in pa med kampanjo in tako. In to. Ampak pred kampanjo se vedno vzamete zato, da se učite
o vašem izdelku, vašem projektu, vaši industriji, communityju, vse to. Da je ful enega učenja. Evo, to so promocijski kanali. Imamo kakšno vprašanje? Ne, zaenkrat. Ne? Ok, super. Naslednja. Ok, zdaj smo bili ful uspešni, smo naredili landing page, smo naredili vse promocijo in smo v bistvu začeli nabirati e-maile. Ne? Kaj pa zdaj s temi e-maili? Pač ne pošiljate e-maile tako vsak dan, pa jih v bistvu neki jim dajati neko tole, kaj že je, corpo news dolgočasen, ampak v bistvu probite narediti tak nek engaging e-maile. Ne? Tako da v bistvu kaj najboljš je, da ti e-maile tako narediš, da jih vedno vprašaš neki, a bi nam povedal, ne vem, delamo zdaj na obliki izdelka, a nam bi povedal, kjera oblika ti bi bila všeč. Ne? In pa imaš tako gumb, kjer kliknejo v e-mailu in jih peleš na neko formo, kjer odgovorijo stvari. Ali pa bi rekel, delamo na tem, kakšen bi bil pricing, pa v bistvu, pa bi naredil ti builder, naprimer, produkta, pa rečeš različne stvari. To je Bird Buddy, ki so zbrali 4,5 milijonov evrov, so zbrali na Kickstarterju za to pametno ptičjo hiško. Oni so točno to naredili. So naredili builder, kjer si ti lahko rekel, ali bi imel iz plastike ali iz lesa hiško, ali bi imel sočne celice ali ne, ali bi imel večjo baterijo ali boljšo kamero. In ko si to klikal, se je spodaj cena spreminjala in pa se v bistvu lahko submitil in si jim dal nek feedback. Ne? In oni so se ful naučili iz tega, ker so videli, kaj je ljudem pomemben, cena, ali boljša baterija, ali boljša kamera, ali material, pa se to, ne? To je prva stvar, ki so se od njih učili. Druga stvar je, so videli v bistvu, koliko imajo tale newsletter, koliko je aktiven, ne? Koliko ljudje, ki so dali e-maile, koliko so zares aktivni, ali sploh odprejo e-mail, so sploh kliknili, pa šli to oddati te informacije. Ne? To je druga stvar. Tretja stvar je pa to, da v bistvu prek vseh teh survejev, pa vsega tega v bistvu vi tudi nazaj svoje te potencialne backerje učite v projektu. Ne? Pa jih v bistvu, se že, valjda se lahko je tudi lesen, ne samo plastičen, valjda baterije, kamere, vse je tukaj noter. In v bistvu se lahko ful v vašem projektu tudi naučijo, ne? Tako, če jih take stvari sprašujete. In zadnja stvar je to, da ko vam oni dajo ta feedback, se počutijo še bolj del tega projekta, ker so vam pomagali že od začetka to razviti, pa dati, so se počutili klišane, pa da so dali nek svoj feedback. Ne? Tako da to je ful dobro, pa v bistvu enkrat, ko imate dovolj e-mailov, pa ko veste, ok, zdaj smo pa redi, da bomo nasedali, pa začnete nek countdown. Ne? Pa v bistvu rečete, ne vem, in 3 weeks we are launching on Kickstarter, in 1 week we are launching on Kickstarter, 2 days, 1 day, in pol pač na tisti dan pa je, now we are ready to launch. Ne? In pol v bistvu so ljudje redi, da ko so lansirali, da kliknejo, grejo in podprejo vašo kampanjo. In to je v bistvu to od newsletterja. Naslednja stvar, ki so pa zdaj zadnje 2 leti začeli delati za temi landing page-i, pa newsletteri, subscriberi, pa pol Kickstarter, da pa že vmes lahko pobereš tudi rezervacijo. Ali za $1 ali pa za $10 rečeš rezervacijo, da bojo po taki ceni dobili, ali pa bojo nek add-on dobili, če za $1 rezervirajo. Zakaj pa to zares delaš? Je pa zaradi tega, ker smo ugotovili, da iz rezervacije v backerje je ponavadi skoraj 100% conversion rate. Ker je nekdo vzel kartico, pa tudi $1 ali €1, če vam je dal, je zdaj že toliko komiten za ta projekt, da si ga res želi, da bo najverjetneje 100% je, da bo tudi vas podprl na Kickstarterju. Ne? No, in to pa zares delaš zato, ker, ok, super, mi imamo zdaj 20,000 e-mailov, sam ne vemo pa, a bo konverzija 2% ali 5%. Ne? Ok, ful nam odpirajo na e-mailih, pa dajo, izpolnjujejo surveje, ampak koliko je pa res konverzija, da bojo pa kupili, pa ne vemo. No in to je zdaj v bistvu bil ta naslednji step, da pa v bistvu jim ponudiš tudi rezervacijo in če bojo zdaj rezervirajo, bojo še neko nagrado na koncu dobili ali pa po boljši ceni ali pa karkoli. In to je v bistvu pa ste res, niste več jim dark, ampak res veste, ok, imamo, konverzija bo 100%, konverzijo iz e-maila v rezervacije imamo pa 5%. In pa vemo, da bo 5% konverzija iz e-mailov v backerje. To. Ok.
Naslednja stvar, imamo pa še to, da na Kickstarterju enkrat, ko imate vse pripravljen landing page, mislim, ta Kickstarter page, pa se to, ga date lahko submitate v review na Kickstarterju in ko ga odobrijo, lahko vi lansirate upcoming project page. Tam pa v bistvu lahko ljudje kliknejo Notify me in v bistvu, ko vi lansirate kampanjo, Kickstarter obvesti vse te, ki so kliknili Notify me, da pridejo pa podprejo. Zakaj pa je to pomembno? Gremo pa zdaj pogledati na Kickstarter. Evo, to je na primer na Kickstarterju upcoming projects iz Slovenije, na primer. No? Imamo 12 projektov, se zdaj pripravlja, ki bojo lansirali na Kickstarterju. In kjer ga bomo pogledali? Nemo tega še nisem vedel. Tole, tabletop game, in je klele, notify me on launch. In da jaz lahko tole kliknem, bom zdaj kliknil, notify me, evo, to imajo zdaj 570 followerjev imajo. In na sekundo, ko bojo oni lansirali to kampanjo, bom jaz dobil e-mail od Kickstarterja, da so lansirali in me povabi, zdaj pa lahko podpreš to kampanjo. Kaj pa to pomeni? Zakaj je to dobro? Conversion rate tukaj je 15%. Če mi pogledamo 570 followerjev, 15% tega imajo najverjetneje, jih bo ljudi podprlo. Zakaj pa je taka velika conversion rate? Je pa zato, ker za dveh stvari. Eno je, da sem jaz tukaj lahko kliknil Notify me, pomeni, da imam Kickstarter account. Zdaj pa, a sem toliko motiviran, da hočem ta projekt res podpreti, da sem se šel narediti Kickstarter profil, ali pa sem že podprl kampanje na Kickstarterju, pa imam profil, pa v bistvu že vem, zakaj gre, in sem v bistvu kliknil Notify me. Tako, to je prva stvar. Druga stvar je pa to, da ko bojo oni lansirali, bo Kickstarter meni poslal e-mail v inbox in ta bo prišel v inbox, ne v promotion kanal, promotion channel na inboxu, to pa zaradi tega, ker Kickstarter e-maili so considered pomembni e-maili, ker lahko tudi glede kartice, pa accounta, pa takih stvari pošiljajo. Tako da, ko bojo oni lansirali, bom jaz res ta e-mail najverjetneje videl, ker bo v mojem inboxu bil. In to je 15%. Tako da, kaj vedno predlagam, je, da gremo najprej landing page, poberemo e-mail, potem jim pošiljamo e-maile, pa jih engageamo, jih še bolj s tem učimo v našem projektu, pa probamo poporati rezervacijo, pa imamo pa to upcoming page, jih pa še tja povabimo, da še tam kliknejo Notify me. In pa imamo v bistvu skoraj sure thing, da imamo kakšno konverzijo imamo iz e-mailov, pa kakšno konverzijo imamo iz upcoming page. To. Evo. Kakšno vprašanje? Imamo, ne? Chat tudi nič? Ok, cool. Ja. V chatu ni zaenkrat nič, ampak so vsi vabljeni, da lahko pišejo. Tako da izvoli. Ok, super. Evo, no, finance. Gremo malo finance. Kot sem že prej rekel, Kickstarter vzame 5%, kreditne kartice vzamejo 3 do 5%, tako da jaz v bistvu vedno rečem 9% nekako računate, da bo fijal, če bo Kickstarter kampanja uspešna. Če bi sodelovali s kakšnimi agencijami, ki one promovirajo med kampanjo, ne pred kampanjo, ampak med kampanjo, ponavadi vzamejo 10 do 15% od denarja, ki ga one pripeljejo. Zakaj je dobro delati s temi agencijami? To so na primer, Yellow, pa BackerKit, pa Nook crowdfunding. Te tri so nekak agencije, ki večino projektov sodeluje z njimi. Zakaj rečemo dobro z njimi sodelovati? Je zaradi tega, ker oni delajo na primer Facebook, pa Instagram, pa Google Ads, vi njim morate povedati samo ROAS. Kaj je ROAS? Return on ad spend. In to pomeni, da če vi date na primer 100 evrov v promocijo, pa ste ven dobili iz tega ven v prodaji 300 evrov, to pomeni, da vaš ROAS je bil 3x. 100 noter, 300 ven, 3x, trikratnik. No in vi izračunate v bistvu, kakšen je vaš minimalni ROAS, ki si ga lahko prvošite, vi to agenciji poveste in v bistvu agencija začne promovirati med kampanjo, promovira in če je nad vašim ROASom, še promovirajo. Če pa pade pod vaš ROAS, to pomeni, da vam delajo minus,
pa v bistvu oni nehajo delati promocijo svoje strani, zato tega, da v bistvu ne delajo minusa, pa mogoče spet malo zaženejo na konc kampanje. Ne? To. Ampak ves denar, ki ga pa oni porabljajo za Facebook ads-e, pa v bistvu vam ni treba zalagati, ampak v bistvu oni zalagajo, agencija, ko pa vi zaključite kampanjo, pa po 14 dneh dobite denar iz Kickstarterja, vam pa oni pošljajo račun za ads-e, ki so jih porabili, pa za njihov fee 10 do 15%. Ne? Tako da v bistvu tukaj je nekako, ker oni imajo zmenjeni z rečemo Facebookom, pa ne vem, z Googlom, da imajo rok plačila, ne vem, 60 ali pa 90 dni, ne? Vi kot nov startup morate takoj sprot plačevati, ne? Oni imajo pa ne vem, 60-90 dni in v bistvu to vam pomaga, da lahko več promovirate, a ne, brez, če nimate budžeta za to, ne? V bistvu vam oni zalagajo. Ne? To je rečemo agencija, dobro z agencijami delata. Ne? Mogoče še nekaj benchmarkov, to, ko smo rekli, newsletter subscriber je med 2 pa 5%, sem tudi že videl 10%, zdaj ga sem to napisal, ampak ponavadi je med 2 pa 5%. Cost per email je tam med 50 centi pa 3 evri, a ne, to v bistvu lahko gledate pol tudi, a ne, ok, mi smo 100 evrov dali noter in smo dobili 100 e-mailov ven iz tega, a ne, to pomeni, da nas je en e-mail 101 evrov, a ne, to. Pa ima pa Kickstarter conversion rate, ponavadi je to 1%, kaj to pomeni, da če smo 100 ljudi, ki so že targetirani, ki jih že vaš projekt nekako bi zanimal, smo jih pripeljali na gor na Kickstarter, bo ponavadi povprečju na celem Kickstarterju eden od teh postal backer. Ne? ROAS je ponavadi med 2 do 10x na Kickstarterju, pa organic support, to, ko smo pregovorili, 30%. Tukaj imamo pa nek Nook calculator, ki si lahko malo zračunate, koliko bi rabili denarja, da bi zbrali v pre-launchu, da bi toliko e-mailov zbrali, da bo kampanja uspešna, pa tukaj imate Kickstarter campaign projections, so neki Google Sheetsi, kjer si jih lahko zdownloadate z moje strani, pa jih v bistvu lahko noter vnesete številke, vse formule so pripravljene, da nekako zračunate v bistvu projections za Kickstarter, koliko bi kaj stali, kakšen bi bil cilj, koliko so, na podlagi kakšne imate vi številke, koliko stane produkt, koliko bi ga prodajali, pa take stvari, koliko bi hotel cilj doseči. Ok, takse. Pri taksah je tako. Zdaj, če ste davčni zavezanci za DDV, ne, če niste, pol pač to vas ne zanima, če pa ste, ne, je pa tako, na Kickstarterju vi ne morete pobirati DDV-ja, zato ker to so donacije, ne, in v bistvu morate vi že vračunati DDV noter v ceno. Ne. Tako da, če jaz nekaj za 100 evrov prodajam, ne, v bistvu, če sem davčni zavezanec za DDV, v bistvu, ne, na Kickstarterju, to pa v bistvu je že 22% noter davka, ne, od teh 100 evrov noter vračunanih že. Zdaj pa tako, DDV se v bistvu računa samo za naročila ali pa backerje, ki prihajajo iz Evropske unije. Ne. Če nekdo naročil vaš izdelek iz Amerike ali pa iz Švice ali pa iz Nove Zelandije, ne, DVD-ja ni, ne. Ampak oni so še zmeraj tudi 100 evrov na Kickstarterju so plačali za vaš izdelek. Ne. Tako da ponavadi je taka formula, da 50% vseh podpornikov na Kickstarterju ponavadi pride iz Amerike, 40% iz Evrope, pa 10% iz drugih držav, ne, kot je Nova Zelandija, Avstralija, Brazilija, Južna Afrika, take, pač pa še vse ostale, ne. To je ponavadi 10%. Tako da, kaj jaz vedno rečem, ne, da lažje izračunati je tako, da si kar rečete, ok, pol orderjev bomo plačali DDV, pol orderjev pa ne bo treba plačati DDV. Tako da jaz kar uračunam, če sem imel 100 evrov, a ne, 11 evrov bo pač poprečno bomo mogli za DDV dati pri vsakemu naročilu. Ne? Tako, no, in v bistvu to, kar v formulo noter računam. Pa imamo pa te import pa export fees. Ne? Zdaj, če ste vi to pošiljali iz Slovenije, a ne, po Evropi ni nič tega, če boste pa na primer to pošiljali v Ameriko ali pa kamorkoli drugam, a ne, v bistvu je pa pol, a ne veste, kakšni so fee za import, export v Ameriki, kakšni so v Švici, kakšni so, ne vem, kjerkoli druge, a ne. Tako da ponavadi vedno se tem tako reče, ne, da to je odgovoren podpornik sam. Ne.
In to so tudi ljudje na Kickstarterju so navajeni tega, ne? Da če nekaj naročijo na Kickstarterju, pa to prihaja iz Slovenije, oni so pa iz Kanade, ne? Pač se zavedajo, da najverjetneje bo tudi nek fee za import, eksport treba bo plačati, ker bo prišlo to po pošti do njih. Ne? V dostih primerih pa vi to itak označite, da je to nagrada, gift, ne? Kar je res, ker to so donacije, pa nagrade. No in v bistvu, kakšna Amerika, pa to tudi kar spusti skozi, ne? Ker vidijo, da je označen gift. Ne? To. Okay. Glede profita je pa tako, vi dobite denar po 14 dneh, ko se zaključi kampanja, minus teh 9% od Kickstarterja, dobite na račun in potem lahko razpolagate s tem denarjem, kakor hočete. Ne? Pač poplačate stroške za nazaj, postavite proizvodno, kupite materijale, ne? V bistvu za naprej marketing delate, shipping plačate, vse to in ko ste to razposlali, ne? Je to. Pa pol naprej pač delate. Ne? No, tako da profit v bistvu se pa pol na koncu leta pogleda in če vam je še kaj denarja ostalo, pač potem se davek plača na ta profit. Ne. Če sem honest, večino Kickstarter kampanj, ki speljejo celo kampanjo, pa pol poinvestirajo naprej v inventorij, pa naprej v promocijo, pa vse to, pa navadno ostane prvo leto nič profita. Ne. Tako. To je to, glede davkov, zelo simpel. To, legal, na Kickstarter potencialno bi lahko lansirali kot osebe in kot firme, vse od SP-ja, zavoda, DO-ja in vse ostalo. Ampak ja, to Kickstarter dovoli, da lahko tudi kot osebe lansirajo, ker tako v Ameriki je, ampak v bistvu v Sloveniji pa vi vsi predlagamo, da pač taj popoldanski SP si odpret, pač ko lansirite kampanjo na Kickstarterju. Ne? Ker v bistvu, če bo kampanja uspešna, boste dobili denar na račun, ne? Pa bo pa v bistvu ful težji to se voditi, pa delati, če ste to kar na osebni račun dobili, ne? Kakor pa če ste saj nek popoldanski SP, če ne še kaj več naredili. Ne? Tako. Ampak ja, drugače je simpel, na Kickstarterju si odprete tole, kaj že, account, tam pa naredite create a project, povejte, da ste Slovenije, se odločite personal company, date company in pa v bistvu vse informacije date od firme, pa tudi vas preverijo, tako da uploadate tole, kaj že osebno, bančni račun vtipkate noter in to je to. In oni imajo tak sistem, da to hitro preveri in ste good to go. Ne? To. Naslednja stvar je, dostikrat sem imel vprašanje, ne? Kako se zmeniti med sabo, ne? Če vas je več founderjev ali pa zaposleni ali pa ki bojo sodelovali pri projektu zraven. Ne? Jaz vedno rečem, da je ful dobro, da se, če ste rečemo 3, 4 pa 2 founderja, ne? Pa ponavadi se to tako zgodi, ne? So kakšni študentje, so na kavi, pogovarjajo, par idej dobrih, super, čez pol leta imajo pa 500,000 na računu iz Kickstarterja. Ne? Tako, to se pa seveda super lepo sliša, ne? To, ampak kaj se ponavadi zgodi? Ponavadi se vedno pol začeli malo treti stvari v ekipi, ker rečemo, eni so bili, pa jaz sem samo hotel imeti uspešno Kickstarter kampanjo, to izkušnjo sem hotel imeti, mogoče malo zaslužiti vam, pa je pa to. Ne. Eni so pa rekli, pa ne, to je bil čist začetek, to je prvi step, da bom jaz cel imperij zgradil iz tega, pa se to. Ne. Tako da je ful dobro, če vas je več, ne, da se to tudi pol zmenite že naprej, ne. Ok, kakšni so cilji, kaj so pol, če to res uspe, kako se bomo zmenili. Ne. Zato. Aha, imamo v chatu imamo nekaj. Kaj pa imamo? Kako nastaviti pričakovano ceno na Kickstarterju? Aha, to, ja. Zvone, a to govoriva o cilju, a o ceni izdelka? Cilju. Super, ok. Ja, kako nastaviti cilj, ne? Čakaj, gremo nazaj. Tako da v bistvu cilj je, če vi ne dosežete cilja, potem ni uspešna kampanja, se kreditne kartice niti ne sprocesirajo. Če pa dosežete cilj v tem določenem času ali pa greste lahko čez, kakor pač lahko, to pa dobite. In jaz vedno rečem, da ta cilj si nastaviš vsaj toliko visok, da lahko speleš kampanjo. Zvone, na primer, v vašem primeru, ki ste govorili o hula hoopu, boste sigurno imeli kakšne minimum orderje, ne vem, za elektronko, če se prav razumem, ali pa za kakšno plastiko, ali pa pač mogoče kalupe, tudi celo bo treba kaj narediti. Vi to vse zračunate in v bistvu vidite, koliko boste vi denarja rabili, da vi to vse
postavite proizvodno, pa koliko jih bo treba producirati in pa zračunate, koliko jih v bistvu, kakšen cilj je treba na Kickstarterju zbrati, da bo lahko vse to poplačano in da boste lahko izdelke razposlali. Ne. To je prva stvar. No, to. Pa je pa ta drugi, to je tisti minimum quantity, minimum cilj, ki ga morate doseči, da sploh kampanjo speljete. Ne. To. Pa navadi ljudje imajo pa interne gole, koliko si pa ne vem želijo, kaj bi pač več ponavadi kot od tega. Ne. To pa jaz vedno rečem, ne si tega cilja postaviti si unga, ki je minimalni, ki ga lahko dosežete, to in v bistvu pol, ki ga presežete, ga lahko vedno presežete in greste res na un cilj, ki si ga vi želite. Naprimer, Pa imamo pa še tak primere, kot je bil rečemo Bird Buddy. Bird Buddy je postavil cilj 50,000 evrov. Ampak oni, če bi zbrali samo 50,000 evrov, ne bi nikoli mogli tega projekta speljati, samo s tem denarjem. Ampak oni so pač risko vzeli za to, da so kao čim prej ta cilj dosegli, da so pol, ko so enkrat dosegli ta cilj, še naprej promovirali in lažje zbirali, in so ta risk vzeli. V primeru pa, da bi oni zbrali samo 45,000 evrov, ali pa tudi mogoče 55,000 evrov, da bi klih malo čez cilj prišli, ampak bi ugotovili, da mi ne bomo nikoli mogli tega kampanje speljati, bi jo najverjetneje, preden bi se sploh končala kampanja, skenslala. To lahko ti skenslaš kampanjo in pač rečeš, imaš različne izgovore, rečeš, smo zračunali in pač ne bi mogli speljati to kampanjo, s tem si čist pač honest, ali pa pač rečeš, smo se nekaj naučili in bomo v teli, bomo še enkrat lansirali in pač zdaj tokrat ne bomo pač speljali, ker smo se ful naučili in bomo popravili produkt, pa take stvari, naprimer, tako rečeš, to. Ampak to so reži, ampak ja, kaj bi jaz predlagal, je vedno si postaviti cilj, ki je minimalni, ki lahko spelješ kampanjo, pa pač v bistvu strmiš temu, da dosežeš ta cilj, pa greš pa pač naprej, pa to lobiš. Upam, Zvona, da sem odgovoril. Ok. Chat. Kakšna pa je optimalna dolžina kampanje? 30 do 40 dni, ja. Minimalno je lahko en dan, maksimalno je lahko 60 dni. Jaz vedno predlagam, da je tam med 40 pa 50 dni dolga kampanja. Bomo pa to, zadnji slajdi imamo te statistike, ampak bom zdaj povedal. Ful je pokaže, prvi teden kampanje ful pokaže, koliko si bil priden v pre-launchu, koliko si naredil promocije, koliko je bilo, se prvi teden pokaže, koliko so bili pridne kampanje. Zadnji teden kampanje se pa pokaže, koliko si bil priden pa med kampanjo, kako si spet lahko promoviral, zbil do nov val, da so pa zadnji teden prišli pa pobekali. In če imaš prekratko kampanjo, 20-30 dni, to hiter mine, tisti prvi teden pokazatelj pred launcha, pa je pa tistih še do 20-30 dni pa hiter mine. Tako da jaz vedno rečem 40-50 dni, da imaš dovolj časa, da še promoviraš, da zberaš. V mojemu primeru z električnim kolesom, ko smo zbrali 700,000 evrov, smo v prvih 36 urah zbrali 100,000 evrov, to je bil naš cilj, pa smo pa 19 dni nabirali naslednjih 100,000 evrov. Tako da mi smo 200,000 evrov zbrali v 20 dneh. Po 20 dneh se nam je pa, ker smo spet naprej promovirali, se nam je pa ta snežna kepa začela, smo pa 500,000 zbrali pa v zadnjih 20 dneh. Naša kampanja, mislim, da je bila 40 dni dolga. Tako da, če bi imeli mi kampanjo dolgo samo 20 dni, bi bilo 200,000, 30 dni bi bilo mogoče 300,000. Tako, ker smo imeli pa 40 dni dolgo kampanjo, smo pa 700,000 nabrali. In smo imeli to srečo, ker smo imeli toliko dosti časa, da smo nov val, pa novo snežno kepo zbildali, pa spromovirali. Cool? Evo, cool. Super. Če imaš še kdo kakšno vprašanje, super je, ker ali kaj napišite ali pa se javite. Hvala. Ok. Naslednja stvar pri še temu legal slajdu. Na Kickstarter, če greste, glede tega patentov ali pa kakšnih zaščit pa vsega tega, če boste hoteli imeti kakšenkoli patent, ne smete iti gor na Kickstarter, videti, da je uspešen, pa zaprositi za patent. Morate vedno najprej za patent zaprositi, pa greste pa lahko na Kickstarter. To pa zato tega, ker ko enkrat date neko informacijo ven, je to public, in če greste zdaj, pa bomo
patentirali, bojo rekli, ne morete, ker je že bila public informacija, je že bilo zunaj. Tako da vedno morate, če boste hoteli kakšne patente, najprej to sam zaprositi za patent, pa lahko greste public. Tudi če pol oni rečejo, ja, pa je treba še to popraviti, ali pa ni dobreno, ali pa karkoli. Tako, lahko to naredite, da sam date zaproste, pa greste pa ven. Ne morate pa obratno, da greste najprej ven z informacijo, pa z Kickstarter kampanjo, pa zaproste za patent. To. Za brande, pa za ime, pa take, pa jaz vedno predlagam, da preverite, če je brand na voljo, če domeno najverjetneje najboljš tudi kupiti, vse to. Potem pa greste na Kickstarter in če vidite, da je kampanja uspešna, potem v bistvu lahko, ponavadi smo pol iz tistega denarja, ki je bila kampanja uspešna, tudi pol plačali za to, da se je registriral brand, pa da se je šlo naprej. Do zdaj se še niti enkrat, vsaj meni ni zgodilo, ali pa kakšnemu projektu, ki sem bil zraven, da bi v bistvu plasirali kampanjo, imeli brand, pa potem nekdo vmes videl to kampanjo in registriral brand. Ni se še to zgodilo. Tako da ja, to je to. Okay. Evo, nagrade. Okay. Zdaj, mogoče še malo okvirov glede nagrad, na Kickstarterju. Minimalni znesek, ki ga nekdo lahko podpre na Kickstarterju, je €1, maksimalno je pa $10,000, to je približno 9,000 pa še nekaj evrov. Več kot to z eno kartico, z enim akautom Kickstarter ne pusti. In zaradi tega, da ne bi nekdo prišel preko, zbiramo €100,000, evo, pa bi kar sam dal s kartico €100,000, smo že dosegli cilj, enega backerja imamo in zdaj, wow, koliko smo bili uspešni, v prvi sekundi smo dosegli cilj. Ni to tako. Tudi ljudem jim je jasno, tudi če imate cilj $10,000, pa pač ima samo enega backerja, bojo hitro videli. Ljudje, da je pač en backer da $10,000. Tako da lahko gremo malo na Kickstarter pogledati, da vidimo, kako to izgleda. Dajmo rečemo homepage. Evo, mislim, da je tale iz Slovenije. Gremo pogledati. Ja, Ljubljana, Slovenija, €500 so imeli gol, 1150 so nabrali, 22 backerjev imajo, 8 dni imajo še do konca. No in v bistvu, to je uspešna kampanja, 22 backerjev in v bistvu pa lahko tukaj tudi vidimo, rečemo, tukaj je bilo 16 backerjev, ki je po €25 kupili neki, tukaj je 5 backerjev po 40, pa v bistvu je fajn, kaj imate simple, 3, samo 2 nagradi, majica pa igrica, pa v bistvu igrica. Tako, naprimer gremo pogledati tega, gremo ta svinčnik pogledati. So rekli, da hoče €2,396 zbrati, pa so zbrali €86,583, to je približno, to je, veš, funtih oni, ki so iz Anglije, ja, London, UK, 312 backerjev, 9 dni do konca. In gremo pogledati nagrade. Imajo za 150, imajo Brass Journeyman Pen, potem imajo Steel Journeyman Pen za 150, Titanium Journeyman Pen, pa Custom Journeyman Pen 215. Pa še Black, pa pol v bistvu tukaj je cel komplet so naredili in to je to. Tukaj imajo pa že all gone, ko so šle. In to je v bistvu tako, da so rewardi. To, gremo nazaj. No, tako da, ja. To najbolj popularni nagrada ponavadi na Kickstarterju je okrog $25 ali evrov, ampak sweet spot na Kickstarterju je pa med 100 pa 150 evri. Tako da, če imate izdelek, ki pride med 100 pa 150 evri, boste imeli skoraj isti conversion rate za ta izdelek, kot za nekaj, ki nekdo prodaja za 25 evrov. To je tak nek pulse purchase. Ljudje bojo videli vaš ad ali pa vas že prej pogledali, si pogledali video, pogledali malo kampanjo in bo všeč, kaj delate in vas bojo podprli. In med 100 pa 150 evrov sploh ne bojo razmišljali. Tako da, če imate vi nek izdelek, ki pride, ne vem, 30 evrov stane, ki bi ga prodali za 30 evrov, probite razmisliti, kako bi vi to nekako ali 2 dali skupaj, ali nekaj še dodatno zraven dali, zato da bi to ceno malo dvignili, da bi bilo, ne vem, 60, 80, 90, 100, zato da sta bližji temu sweet spotu med 100 pa 150 evri. Tako, ker bo
pač isti conversion rate. Vi pa se boste mogli potruditi, tisto boste mogli plačati za promocijo, tam da boste na koncu na pol iz customerja dobili med 100 pa 150, namesto 25. To. Profitna marža na Kickstarteru je vsaj 3x mora biti, če vas nekaj stane 10, da vsaj za 30 prodajate, ker vse ti promocija, pa Kickstarter fee, pa še vse ostalo, mora biti vsaj 3x. Drugače ne bo profit, ne bo več ostalo denarja, mislim, boste v minus šli. To. Kickstarter reward lahko naredite exclusive ali na quantity, da jih omejite, koliko jih lahko backerjev podpre, rečemo 100 backerjev, in pa, ker je 100 backerjev podprl ta nagrado, drugi ne more več podpreti, ali pa na čas, da omejite, da so samo 24 ur na voljo. In po 24 urah se ta reward zapre. No in to v bistvu delaš zaradi tega, da lahko v bistvu pa ljudi nagovarjaš, da zdaj podprejo, ker je sam še toliko jih je na voljo, da ne bo jih zmanjkalo, ali pa v bistvu vidijo, sam še 3 ure je ta reward na voljo, pa ga zdaj podprejo. To je v bistvu to. V rewardsih morate povedati, kdaj boste deliverali, pa shipping cost, jaz vedno predlagam, da ne naredite free shipping, ampak dodate shipping cost zraven, zdaj, ker vsak se je odločil, da vas bo podprl, je kliknil in pol naslednji pop-up je še shipping, ko vprašajo, iz katere države ste, še zelo malih reče, ok, to pa nam zdaj plačo. To, pa delivery time je tako, 90% kampanj na Kickstarterju zamuja, kar pomeni, da če vam so rekli, da bojo v 3 mesecih, da boste to razvili, pa naredili, pa pripravili, pa razposlali, 90% šans, da ne boste tega naredili, tako da napišite 6 mesecev in boste ena redkih kampanj, ki boste on time deliverali, ki boste najbrž 6. mesec to deliverali. Tako da dobro je imeti ne več kot 10 različnih nagrad, kot 3 do 10 je dobro, ker če jih je preveč, so pa ljudje confused, preveč za zbirati. Pa ful je dobro, da je ta drugi ali pa ta tretji reward po listi dol, da je že ta glaven reward za vaš izdelek. Da ni, ok, $1 thank you, pa t-shirt, pa postcard, pa poster, pa to pa pridemo šele do vašega ta glavnega izdelka. Ampak da takoj to vaš ta glavni izdelek, že ta drugi ali pa ta tretji po listi. To so early bird rewards, ful je dobro, da začnete najprej z early birdi, kjer limitirate na 48 ur, pa v bistvu samo date nek dober discount ali pa nek add-on, zato da motivirate ljudi, da vas podprejo v začetku kampanje, ker še niste dosegli cilja, zato da čim prej prijete na ta cilj. To je to. Pa je pa ta, to je zdaj smo special early bird, pa je pa early bird, je pa ta quantity limit, kaj pa na 100 backerjev. Če gremo spet nazaj pogledati, naprimer tole, ali so to isto naredili? Ne, tukaj nimajo, tukaj niso limited, ok, te niso šli na ta limit, gremo enega drugega pogledati, če so kakšen limit naredili. Ker ga bomo se kaj pogledali. Survival on the battlefield. Podajmo zdaj ga pogledati. To so pa neke, po mojem, tarot, ali neke karte. Ne. For items. No, viš, te tudi nimajo limited. No, ampak ponavadi takole spodaj piše limited. In kaj to pomeni? To pomeni, da zdaj ljudje podprejo, ko vidijo, samo še 5 jih je na voljo, pa ne bo, pa bo pa naslednji, bo pa ta recimo na voljo. Vidiš, one left of one. Ok, tukaj so samo enega bojo prodala. In je še na voljo. In zdaj, če bi jaz to hotel, bi zdaj hotel podpreti, ker če bo nekdo drug, pa jaz nam mogo tega. To pa zaradi tega delaš, da ti ljudje raj podprejo zdaj, ko kliknejo save. Če kliknejo pa save, pa pomeni, da bojo 48 ur pred kampanja se zaključ, bojo dobili e-mail, kjer bo od Kickstartera, kjer bo rekel, hey, 48 hours till the end of the campaign, check it out. In pa grejo takrat pogledati in se pa še enkrat odločijo, pa to podprejo. Ampak ti tega nočeš, ker se ti ta ROAS ne dobro nadela. Ker ljudje te bojo mogoče podprli na koncu kampanje, sem ti tega ne veš. Ti pa zdaj promoviraš, pa v bistvu
promoviraš, pa ni konverzija, ni conversion. Ok, to je to. Pri Kickstarterju je vedno po mojem dobro narediti kakšen discount, Zakaj? Zakaj bi te oni zdaj podprli, pa čakaš 6 mesecev, da pošljaš? Če tako pol, če ni nič od tega, nimajo nobenega benefita, pol pač bojo počakali 6 mesecev, pa to vas bojo takrat podprli. Tako da, bojo takrat kupili, ko boste že na marketu prodajali. Tako da tukaj je fajn vedno dati ali nek ekskluziv, ali nek discount, ali nekaj, da te zdaj podprejo, kot da te počakajo 6 mesecev. Evo, zdaj gremo pa v marketing material. Imamo kakšen message? Ne, enkrat nič. Ok. Marketing material. Evo, Kickstarter page. No, Kickstarter page, v bistvu, to je pa zdaj, lahko pogledati moj projekt, naprimer. Evo, to je bil moj projekt za tale Kickbike, in v bistvu to je moj Kickstarter page. In kaj je vedno dobro je, več, kad date gor na ta Kickstarter, koliko je to dolgo, več, kad date gor informacije na ta Kickstarter page, boljše je. Zakaj? Ker 98% ljudi ne bo samo pogledali video, mogoče tole malo klele dol hitro pogledali in pol podprli kampanjo. 2% bo pa vse prebrali in več, kaj oni vejo, boljše je, ker v komencih, mi smo imeli 490 komencov, bojo pa pol oni za vas odgovarjali, ker bojo vse vedeli in pa se nevedno kakšni znajdejo, ko so vse prebrali, vse vejo in pol oni odgovarjajo za vas. In to je ful dobro, namesto da vi odgovarjate, nekdo drug, ki je del communityja odgovarja na vprašanje. No to, ampak kaj je dobro? Da najprej predstavite nek general produkt, general project, mission, pa kaj hočete narediti. Mi smo tukaj pač Kickbike naredili, pa smo malo povedali več o tehnologiji, pa o produktu, pa pol malo o dizajnu, kako smo to razvili, pa tech specs, ker smo pač bil tech projekt, pa app, to, pa smo pa že naslednji chapter, so pa rewardsi. In smo tukaj v bistvu tako tudi vizualno prikazali. Tukaj imamo Early Bird 699, tukaj imamo pa isto 699, Early Bird pa fotka. Tako da nekdo, ki tukaj tole gleda, da tudi tukaj vidi, ok, kolo dobim za 699 kot Early Bird. In tukaj, tukaj dobim 2 kolesa, tukaj dobim 4 kolesa, 8 koles, tukaj dobim special edition v vseh različnih barvah. Pol naslednja je malo več o kako ste razvili ta projekt, pa kako ste ga razvijali, kao do it yourself, potem je ta timeline, kako boste, enkrat Kickstarter, pa kaj boste pol od Kickstarter do tega, da boste deliverali, kaj boste delali, pa kdaj se bojo pošiljali kot nek timeline, potem je pa nek ta street credit, se dobro pa kaže, community, tukaj smo mi pokazali vse članke, ki smo bili, ki so pisali o nas, pa v bistvu pol tudi community, ki smo šli v krog, pa so ljudje testirali, pa smo jih slikali, pa tudi videe smo imeli, ko smo to naredili. To pa je pa še o vas, ali o ekipi, ali o firmi, pa se to, pa na koncu nek special thanks vsem, ki so sodelovali, smo jih tukaj tudi. Tako da tukaj boste imeli resources, tukaj boste dobili lahko vse tole, rečemo, to so nekak titli. Tako da, če boste začeli Kickstarter kampanjo pripravljati, lahko v bistvu tukaj po resursih tole dobite in v bistvu začnete noter vnašati. Če boste vse tole, kaj je tukaj izpolnili, pa vse informacije naredili, bo uspešno. Bo pač vse, kar rabite imeti na Kickstarterju, boste povedali. To je Kickstarter page. Jaz vedno predlagam, da najprej Kickstarter page začnete delati, pa vse tele title začnete noter dajati fotke, grafike, tekst, pišete vse to in pol iz tega ven, pa v bistvu lahko naredite skript za video. No in večina ljudi največ časa porabi na tem videu, zato ker pač večina nas ne dela videa vsak dan, in pa v bistvu ta skript zelo težko od nas pripraviti pa narediti. Ampak zdaj tako, večino projektov, ko so se šli Kickstarter, na koncu dneva morate tudi vi skript sami narediti. Najboljš ga boste naredili. Tako da najboljše predlagam je, da si pogledate Kickstarter page, Kickstarter, pogledate projekte, ki so vam všeč ali pa ki imajo podobne produkte, projekte in v bistvu jih probate videti, kaj so oni povedali, pa kako so predstavili stvari, pa še ideje dobite, pa tudi to naredite. No, ampak video nekako na Kickstarterju bi mogel imeti
na 3 stvari bi mogel odgovoriti. Prva je about you, kdo ste, zakaj to delate in zakaj vam bomo zaupali, da boste to naredili. Ne? To je prvo. Ponavadi se z tega tudi predstavijo ljudje v videu. Ne? Lahko pa tudi ne, lahko pa sam pač nekako drugače to predstavite. Ne? Ampak da vam zaupajo, da boste res to kampanjo speljali in naredili tako, kot je treba. Pol naslednja je about the product, da pokažete vse, kako se ga uporablja, kdo uporablja, kje je vse to, tako da ko to gledam, sem fulek navdušen, vesel in ko mi čakam, da pogledam ta video, da vas lahko podprem. Ne? No, ta tretja je pa, kaj v bistvu vi sploh rabite na Kickstarterju, kaj ste, ne? What do you need? Please to back us or to share us or to order a bulk order to set up the production in take stvari. In to je ful dobro, da ta call to action tudi naredite v videu. To zdaj lahko vi poveste, lahko to napišete, ful enih različnih stvari. Koliko ne bi bil dolg video na Kickstarterju, videl sem video, ko so dolgi 15 minut, pa videl sem video, ko so dolgi 20 sekund, vse deluje. Pač odvisno je, da predstavite vse in pomembne stvari, pa da v bistvu res pač na svoj način, ker vam paše, pa kaj najbolj vašemu projektu paše narediti. To je lahko tudi na roke posnet video, lahko je pa high-end production. Res čisto vse je. Videl sem že high-end production videe, ker so bile neuspešne kampanje in videe, ker so pač z roko snemali ljudje in so bili milijonski projekti. Tako da vse je možno. Ampak ja, ponavadi tam 2 do 3 minute so ponavadi te videi dolgi. Najbolj pomembna stvar pri videu je pa prvih 10 sekund. V prvih 10 sekundah morate vi v bistvu dobiti attention. In v bistvu ljudje mora biti že tako jasen, zakaj to gre. Tako da, če vi prijete v prvih 10 sekund, pa imate neke title, pa rečete hi Kickstarter, I'm Niko, pa to je že vse meme, je že dolg čas. Tako da v prvih 10 sekundah, rečemo v mojem primeru, mora takoj se vedeti, gre za kolo. Ok, električno kolo, bum, ok, zdaj pa me to zanima, gremo naprej. Ker če ne bo v 10 sekundah, ne bo jasno, pa bojo čakali, da sploh vejo, za kva gre, bojo pač 90% bo šlo dol. Bo nehal gledati video in bo šli stran. Tako pač je. To, pa je pa še fajn narediti iz video nekako 3 videe, enega naredite za Kickstarter, iz istega kontenta, enega naredite, kjer nič ne omenjate Kickstarter, zato da boste po Kickstarter lahko ta video uporabljali, enega pa mogoče 20-30 sekund, če že ni isti ta, zato da ga boste imeli za Facebook pa Instagram ads, pa pač ga boste lahko vrteli tako za promocijo. Pa je pa ponavadi dobro še kakšne how-to videos ali pa testimonials, pa take stvari. To je pa tudi dobro še imeti za videe tudi. No, to je glede video. Pa imamo pa kampanjo. Timing. Ponavadi, ko date v Kickstarter review, traja od 1 do 2 dni. Daj najboljš lansirati, jaz vedno na Kickstarterju pravijo, da je kadarkoli po statistiki, kjerkoli mesec lansirate v redu. Jaz ponavadi rečem, mogoče december, januar ni najboljš, ker je decembra full akcije, pa ljudje podpirajo, ljudje kupujejo stvari zato, da jih bo dali pod smrekco. Na Kickstarter pa ti nekaj kupaš, pa boš najverjetneje čez 3 ali pa 6 mesecev šele to dobo. To januarja je pa tako malo zatišje. Kakšni pravijo tudi, ne vem, avgusta, da ni dober, ampak statistika kaže, da je pač kjerkoli mesec je uspešen. V Sloveniji smo imeli 2 najbolj uspešna projekta, poleg mojega, to sta Bird Buddy pa Grindr, ta za mlinček za kavo, oba sta lansirala novembra, decembra, pa zaključila januarja. Pa sta najbolj uspešna kampanja. To, da je dobro lansirati kampanjo v torek ali pa sredo, zato da pošljete e-maile ven, da ni glih v ponedeljek, ko vsi pridejo nazaj v službe, v pisarne, pa bolj hitro gledajo e-maile, pa jih brišejo, ampak da imajo torek že malo več časa, pa sredo, da si preberejo e-mail, pa vzamejo čas, pa kliknejo, pa odprejo. To, katero uro, ponavadi tam od 12 do 3 popoldne po našem času. To pa zato, ker je večino sveta takrat nekako po koncu. Amerika se nekako prebuja, 9 ali pa 6 zjutraj v Kaliforniji, pa Azija še vedno nekako zvečer po koncu. Tako da to največ nekako ljudi na svetu takrat dobiš okrog 12-3 popoldne po našem času. To, kar smo prej rekli, zvone length od 1 do 60 dni, jaz predlagam med 40 pa 50, da najboljš. Daj pa končati kampanjo, na kjer dan, jaz vedno rečem četrtek. Zakaj četrtek? Ker
48 ur pred koncem kampanje Kickstarter spet pošle e-mail in ta e-mail noče, da pride za vikend ali pa ponedeljek, ampak da pride kakšen torek, sredo, zato da pol pač ljudje lepo to pogledajo, še pobekajo na koncu in to je to. Zakaj pa je dobro, da je to rečemo, ne vem, popoldne ali pa zvečer? Zato, ker se bo zaključila kampanja, da se lahko veselite, da malo naredite žurko, pa se pol v petek zjutraj, ko se zbudite, pa pridete nazaj v pisarno, začnete fikirati, kako ste to speljali. Jaz sem naredil napako, mi smo zaključili okrog 1 ali 2 popoldne kampanjo, s ful veseli, 5 minut smo se veselili, pa smo začeli računati, da bo treba 2300 koles v 6 mesecih narediti. Da smo imeli žurko točno 5 minut, pa smo se pa že sekirali, pa začeli gledati, kaj smo mi naredili zdaj sami sebi. Tako kot sem rekel, na Kickstarterju, ki je konc kampanje, se naslednjih 14 dni kartice procesirajo in na 15. dan dobite denar na račun. To in potem pač razpolagate s tem denarjem, kolikor hočete, in v bistvu začnete plačevati stroške za nazaj, proizvodno, marketing, ekipa, pač to, kar imate v planu. To. Glede editiranja Kickstarter strani. Pred kampanjo, preden lansirate, lahko vse popravljate, gor na Kickstarterju, dodajate, oblikujete vse to. Ko enkrat lansirate kampanjo, še vedno lahko vse popravljate gor na Kickstarter page-u, tisto, ki smo gledali, video, fotke, grafike, vse to. Edino nagrad, katere je nekdo že podprl. Če je nekdo že podprl to nagrado, potem jo ne morete več popravljati. Ono, ki pa še ni podprl, jo pa lahko delitate, popravite, zamenjate, ali pa novo nagrado dodate, pa se to. Po kampanji, ko pa enkrat kampanja se izteče, pa ne morete nič več popravljati. V bistvu edino samo ta cover, project cover, lahko popravite pa gumb, da v bistvu trafika pride na stran, lahko gre kam drugam. Da jih pošljete na svojo spletno stran, da lahko še tam podpirajo naprej. Tako da je ful fajn, da mogoče 5 minut, preden se kampanja zaključi, malo pogledate po Kickstarter page-u, kaj bi rečemo popravili, mogoče kakšen vrstni red uredili, pa tako. Ker pol je to zavedno tam ostane. To so statistike, ki smo že malo se dotaknili njih. 66% denarja na Kickstarter se zbere prvi pa zadnji teden kampanje. To, kar sem rekel, prvi teden je pokazatelj, koliko ste bili pridni v pre-launchu, zadnji teden je pokazatelj, koliko ste bili uspešni pa dobri v promociji med kampanjo. 1% je conversion rate, ta statistika je zanimiva, 20-80. 20%, če doseže vaša kampanja vsaj 20% cilja, je 80% verjetno, da bo vaša kampanja uspešna, da bo dosegla cilj. Kaj to zares pomeni, da večino projektov, ki niso uspešni, niti 20% ne zberejo. In to je v bistvu glih zaradi tega, ker mislijo, da so ful dober produkt naredili, ful dobro video, se to da gor na Kickstarter, pa noben tega ne promovira. In v bistvu pa vidijo, da zdaj moramo pa še promovirati. Zdaj ga je ful ta pre-launch je ful pomemben, da v bistvu se tam ful naučite o vašem projektu, o vašem target grupu, da res date, da tam naberete community in pa, ko ste ready, se lansirate in pa boste najverjetneje uspešni. 30% je ta organic, ki dobite iz Kickstarterja, ponavadi lahko pričakujete, pa teh 48 ur pred koncem kampanje, ponavadi je vedno en tak mal še pik, ki ga lahko pričakujete. Tole lahko pogledamo Kicktrack, pa damo naprimer, dajmo mojega Fly. Ok, bomo tega le pogledali, takole. Lahko takole daš noter link, evo ga. Evo, in če gledamo, tukaj je ful dobro, ker lahko statistiko gledaš, rečemo, kako smo, rečemo, prvi dan smo mi 22,000 nabrali, drugi dan 20,000, kle smo enkrat zbrali 56,000 en dan, tako. To, ko spodeš, takole smo rastali, rečemo, pri tej kampanji, pri tej drugi smo rabili kar nekaj 80 dni, da smo dosegli cilj, pa smo pa takole gor skočili, ker smo dosegli cilj, ne se ful več podprli, pa nekaj par medijev je bilo, to je pa zadnjih 48 ur, da vidite, koliko se je dvignil. Je gor, je to. In to je pa navad vedno pri vseh kampanjah, teh 48 ur je vedno tak mal še bolj navpičen graf. Glede zaradi tega e-maila 48 ur, kaj ga Kickstarter pošle. Ok. Tukaj imate to Kicktrack, tudi je noter link, tako da boste lahko si pogledali. After campaign,
after Kickstarter lahko zamenjate cover pa CTA, zato da v bistvu če bo dobra uspešna kampanja, bo še full enega trafika prihajal na Kickstarter page in pa je full dobro imeti gumb, da jih pošiljate tam, kjer lahko vas zdaj podprejo. Zdaj Kickstarter tudi naredil late pledges, tako da lahko tudi, če so zamudili kampanjo, še vedno lahko podpirajo. Pa treba poslati ven survey, kjer jih vprašate za shipping address, ne vem, če boste imeli izdelke z barvami, da za barve vprašate, pa take stvari, poberete informacije in pol veste, kaj proizvesti, pa kam poslati. Pa tako sem prej rekel, greste še na Indiegogo in Demand ali pa na online trgovino poberate. Ponavadi kampanje v naslednjih 3 do 6 mesecih po kampanji so zbrali vsaj še 2 ali pa 3-krat to, koliko so zbrali na Kickstarterju. Ker če je uspešna kampanja, pa promocija naprej, je še 2 do 3-krat se to zbere lahko v preorderih. Communications, ko na dan, ko lansirate, se e-maile treba poslati, social medije, objaviti, to ne pozabiti na svoje friend, family pa partnerje, ker oni bodo sigurno vas podprli, tako da teh prvo jim poslati, da vas bodo res podprli. Med kampanjo je dobro saj enkrat na teden narediti nek update, newsletter na Kickstarterju, pa malo updatati, kaj se dogaja, ali pa ste dosegli cilj, pa ste, ne vem, kakšen stretch goal odprli, pa take stvari. Po kampanji pa v bistvu fajn, da saj enkrat na mesec updatate, da poveste, kaj se dogaja z vašim projektom, kakšne fotke iz proizvodne ali pa kaj razvijate, kaj pa to. Pa enkrat, ko ste pa razposlali, je pa čisto odvisno vam. Lahko še vedno komunicirate z njim, lahko pa ne. Samo da, ko ste razposlali, pa zaključili to, kar ste obljubili, je pa čisto odvisno od vas, kaj je pomembno. Evo, to je to. Crowdfunding meetups, pa mene dobite pa na Klansek, na kjerkoli social kanalih, tako da če imam kakšenkoli vprašanja še, ali pa če boste imeli kaj naprej, boste to razvijali, vedno me lahko kontaktirate. Pa z veseljem odgovorim. Zdaj bom pa nehal šerati, zato da vas boljše vidim. Evo ga. Tako. Super, hvala, res Niko Klanšek, hvala za tole izčrpno, res izčrpno. Izčrpne informacije, sem imam tako glavo informacije, ampak res super, res. Jaz bi povabila zdaj res, imate kakšno vprašanje? Norma se nam je tudi priključila malo bolj proti koncu. Kakšno vprašanje? Ne, ok, sam pozdravljajo. No, mogoče pa ima. Norma, kakšno vprašanje? Halo? Ja, se slišimo, zdravo. Čeprav jaz itak bolj v bistvu za te likovne zadeve tole bi mi prav prišlo, tako da enkrat sem pravzaprav že začela, ampak pol nisem do konca speljala. Tako da bom si z veseljem še neko takaj pocukala. Kickstarter, bread and butter Kickstarter, večino projektov na Kickstarterju so kreativni projekti, fotografi, dizajn, teater, film, video, music, ilustracije, publishing, vse take stvari. Večino je takih projektov na Kickstarterju. Tako da, ker ste omenila, da je ilustracija. Mislim, pravzaprav, jaz sem hotela nekaj delati, delam eno serijo slik na solarnih panelih, tako da v bistvu v tem smislu bi rada nekaj, samo tako, da bi se res lansiralo, ker s te par razstav sem delala, ampak ne gre pol nikamor to naprej. Ok, super. Se slišimo, Cool. Zvone je imel eno vprašanje, pa Tomaž tudi. Kaj pa AdriFound? Čakaj, sem da dam chat, pa bom odgovoril tako. Sem da vidim, kje pa je zdaj ta chat. Zvone sprašuje, kaj pa AdriFound? Pa Tomaž je vprašal, kakšna je razlika med Indiegogo in Kickstarterjem? Za AdriFound ne vem, a še sploh obstaja, ali ne? Včasih je in AdriFound je bil v bistvu bolj fokusiran prav na ta Slovenijo, da so slovenski projekti bolj podpirali ljudi tudi iz Slovenije, bolj take lokalne projekte. Ne vem pa, kaj je zdaj z AdriFoundom. Razlika med Indiegogo in Kickstarterjem ni velike razlike, samo to, da je večino projektov gre raje na Kickstarter, kot na Indiegogo, ker je večji success rate, pa večji community, pa se to, tako da ponavadi grejo ljudje najprej na Kickstarter, pa iz Kickstarterja grejo pa še na Indiegogo in Demand.
kjer pa v bistvu Indiegogo dovoli, da ti najprej na Kickstarterju seješ kampanjo, pa greš pa še na Indiegogo in demand. Ampak to sta podobne platforme. Jaz temu rečem, ponavadi imamo vedno dve stvari, vedno se zgodita. Coca-Cola pa Pepsi, pa ne vem, še ful tekih stvari, in to je to, Coca-Cola pa Pepsi. Hvala. Jaz bom tudi zdaj kar nehala snemati, ker glavnino smo posneli, tako da bo mogoče bolj sproščeno. Pardon. Da bo potem bolj sproščeno, kar se tiče vprašanj in odgovorov. Ok, Zvone, nikaj. Hvala tebi.